V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, živimo v dobi, ko za krščanstvo v zahodnem svetu ni zanimanja. Namen cerkve in njenih bogoslužij pa ni, da bi vero vsiljevala, ampak je namen cerkve, da predstavi dobre razloge, da ljudje začnemo sami iskati Boga. Cerkev je zato, da razglaša dobro novico. In to je, da se Bog da najti. Pa ne zato, ker je izgubljen, ampak ker ga pogostokrat iščemo na napačnih mestih ali z napačnimi pričakovanji in ga zato ne najdemo ali ne vidimo. Če se zavemo, da Boga potrebujemo, smo ga že našli in je hkrati Bog našel nas. Pri omiznem občestvu cerkve smo se zbrali zato, da se spopademo z iskrenimi dvomi. In res, krščanstvo je včasih samo sebi največji sovražnik, ker tudi kristjani pogosto živimo brez, da bi se zavedali, da potrebujemo Boga. Lahko, da smo postali gluhi za Božji glas. Lahko sta se nam vera v Boga in krščanstvo celo zamerila in imamo odpor. Morda ne zmoremo ali nočemo več iskati Boga in zavračamo njegovo pomoč. Vendar tu smo zato, da slišimo, kaj Sveti Duh govori cerkvi. Danes imamo novo priložnost, da prisluhnemo Bogu in se zaupamo v Božjo oskrbo. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. Preden bomo začeli oboževati Boga s pesmimi, pa prisluhnimo še obvestilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je v cerkvi molitveno srečanje, ki je priložnost, da se osebno v molitvi priporočimo Bogu. V sredo 1. oktobra je v cerkvi preučevanje Svetega pisma z možnostjo diskusije, lastnih vprašanj in komentarjev. Tokratna dinamična tema bo, kako bi danes izgledala reformacija. Torej, kako bi danes izgledala reformacija. Skupaj bomo lahko skovali načrt. Naslednje srečanje v okviru tečaja Alfa za vse prijavljene je ta teden izjemoma v četrtek ob 19. uri. Tečaj Alfa za prijavljene v četrtek ob 19. uri. Naslednjo nedeljo ob 10. pa je osrednje tedensko bogoslužje. Naslednji vikend od petka do nedelje je v Moravskih Toplicah v Prekmurju skupno srečanje mladih pod sloganom Vikend z odprtim srcem. Zato najstniki in mladi vabljeni ste, da se prijavite, da skupaj preživite kakovosten oddih, se spoznate, stkete prijateljske vezi in poglobite svojo vero. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, ki ga najdete na Instagramu, Facebooku, ali pa se obrnete na našega mladinskega delegata Tomaža Jadriča. V mesecu oktobru se začne Trubarjeva bralna značka s kakovostnim naborom knjig in gostov. Stari in novi udeleženci se lahko prijavite čim prej, najkasneje pa do nedelje 12. oktobra pri voditeljici dejavnosti Suzani Krvavici. Trubarjeva bralna značka, vabljeni, da se vključimo in tako obogatimo svoje kulturno znanje. V soboto 18. oktobra, to je skoraj čez 3 tedne, pa ste vabljeni otroci na otroško srečanje z igrami, delavnicami in s peko kostanja, ki bodo tukaj pri cerkvi. Srečanje je primerno za otroke od 3 do 14 let. Prijavite se pri katehetini Tjaši Golobič Štucin ali preko spletnega obrazca, ki ga bomo prejeli po elektronski pošti. Torej,
v soboto čez 3 tedne otroško srečanje s Peko Kostanja. V nedeljo 19. oktobra, to pa je čez 3 tedne, ob 18. uri zvečer, pa smo vabljeni na osrednjo svečano, glasbeno obarvano prireditev ob letošnjem prazniku reformacije Trubarjada 2025. Ta dogodek je eden glavnih dogodkov v naši cerkvi v celem letu, saj brez reformacije, ki je preobrazila in prenovila vesoljno cerkev, morda ne bi bilo niti nas, niti našega odrešenja. Zato iz hvaležnosti našim prednikom, očetom vere, Lutru, Trubarju in drugim, ki so orali ledino nazaj do izvirov naše krščanske vere, si označimo ta datum, 19. oktober, nedelja zvečer ob 18. uri. Takrat imamo svečano glasbeno barvno prireditev Trubarjada 2025. Povabimo svoje znance, prijatelje, sosede, sodelavce in na tak način promoviramo na kulturen način cerkev. Tako, to so obvestila, ki bomo prejeli tudi po elektronski poti, kjer si jih bomo lahko popoldne še v miru prebrali. Sedaj pa bomo zapeli skupno pesem, ki pravi: To je ta dan, ki ga dal je Bog. Izvolimo sesti. Biblično vodilo današnje nedelje je: vse svoje skrbi preložite nanj, to je na Boga, saj On skrbi za nas. Prisluhnimo še poeziji iz 127. psalma. Psalmi so pesmarica Svetega Duha. Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo z njo njeni graditelji. Če Gospod ne varuje mesta, zaman bedi tisti, ki straži. Zaman je, da vstajate zgodaj, da hodite pozno počivat, da jeste kruh bridkosti, saj ga svojemu prijatelju daje v spanju. Glej, Gospodova dediščina so sinovi, nagrada je sad telesa. Kakor puščice v junakovi roki, takšni so sinovi iz mladosti. Blagor možu, ki je napolnil svoj tul z njimi. Ne bodo sramočeni, ko bodo govorili sovražniki pri vratih. Vabim nas k priznanju grehov. Presveti Bog, odpusti nam, ker pozabljamo, da nas Sveto pismo spodbuja k svetosti. Odpusti nam, ker se ne zavedamo, da je bistvo svetosti ljubezen. Odpusti nam, ker se ne zavedamo, da ima naša
predanost tebi, vpliv na okolico. Priznavamo, da nismo oblečeni v ponižnost, da bi moralo biti dobro drugih naše poslanstvo, čaščenje tebe pa naš cilj. Odpusti nam, ker se preveč zanašamo na druge ljudi in stvari in iščemo odgovore in rešitev mimo tebe. Odpusti nam, ker se ne izročamo tvoji ljubeči oskrbi in ti premalo zaupamo. Odpusti nam, ker ti ob nedeljah na bogoslužju marsikaj obljubimo, v vsakdanjosti pa tega ne uresničimo. Odpusti nam, ker nam je iskrena molitev težka. Jagnje Božje, ki odvzemaš greh sveta, usmili se. Kristus, usmili se. Besede milosti in slavospev pa naj razveselijo našo dušo, rekoč: trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega, velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je preizkušen v vsem, vendar brez greha. Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim še k skupni molitvi. Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti, da lahko tudi danes pridemo pred te z vsem nemirom in stiskami preteklih dni, ker vemo, da nas razumeš in z nami sočustvuješ. Hvala ti, da nas težave, bremena in skrbi niso zlomili. Hvala ti, da ozdravljaš našo notranjost, da živimo bogato, plemenito in smiselno. Prosimo za moč Svetega Duha, da ne bi tvoje besede preslišali. Sveti Duh, Duh vse tolažbe, želimo izkusiti nežni dotik božanske ozdravitve. Dotakni se našega uma, srca, duše, duha, telesa in odnosov in vse izpolni z globokim in prijetnim mirom. Presveti Duh resnice in zakladnica blagoslova. Naj nas molitev slavljenja navdihne za veselje v tebi. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo, sedaj pa zapojmo skupno pesem, ki pravi: Pokoj na Jezusovih prsih je. Takšne
izvolite sesti, dragi Božji otroci. Današnje berilo je iz Evangelija po Mateju, 6. poglavje, govori pa o zaupanju in zaskrbljenosti. Zato vam pravim, ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Poglejte ptice neba, ne sejejo in ne žanjejo, niti ne spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški Oče hrani. Ali niste vi več vredni kot one? Kdo izmed vas pa mora svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec? In za obleko, kaj skrbite? Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo. Toda povem vam, še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni? Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli, ali kaj bomo pili, ali kaj bomo oblekli. Po vsem tem sprašujejo pogani, saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo. Jezus nas v prebrani priliki nagovarja z besedami, ne skrbite za svoje življenje. Vaš Oče ve, kaj potrebujete. Kako pogosto nas skrbi hromijo in oropajo zaupanja ter veselja? Skrbimo za prihodnost nas in naših otrok, za zdravje in za stvari, na katere tako in tako nimamo vpliva. Da bo naš korak v življenju lažji, odložimo naša bremena in skrbi sedaj, ta trenutek, in nadaljujmo bogoslužje svobodni in hvaležni, saj naš Oče ve, kaj potrebujemo, še preden ga prosimo. In pesem, ki jo bomo zapeli, govori o tem, pravi, skrbi preložim nate, Bog, in z vsem svojim bremenom pridem pred te. In vstanimo in zapojmo to čudovito pesem.
desnici sediš, večni kralj. Milost in slava, moč in oblast, bogatstvo, modrost in vse. Milost in slava, moč in oblast, bogatstvo, modrost in vse. Tebi, Gospod, tebi je, ki na Božji desnici sediš, slavi neba, večni kralj, ki na Božji desnici sediš, večni kralj. Večni kralj. Svet Gospod na cesti, vreden in zaslužen, ljubljenec Gospod si, moje duše ti. Svet Gospod na cesti, vreden in zaslužen, ljubljenec Gospod si, moje duše ti. Svet Gospod na cesti, vreden in zaslužen, ljubljenec Gospod si, moje duše ti. Svet Gospod na cesti, vreden in zaslužen, ljubljenec Gospod si, moje duše ti. Nebeški Oče, hvala ti, ker nas učiš in spodbujaš, naj ne skrbimo za jutri, kajti ti držiš prihodnost v svojih rokah. Ti veš, kaj potrebujemo, še preden ti povemo. Ti veš za vse naše strahove, duševne bolečine, ki nas hromijo. Pomagaj nam, da živimo v tem zaupanju, da boš tudi jutri z nami. Vse, kar smo in vse, kar imamo, izročamo tebi. Amen. Izvolite sesti, otroci, hitro naprej, kajti za vas je nekaj čudovitega pripravljeno. Da sledi utrinek za otroke. Današnje biblično vodilo, ki smo ga prebrali, je bilo
vso svojo skrb, vse svoje skrbi preložite nanj, torej na Boga, kajti Bog skrbi za nas. Potreboval bom enega prostovoljca, močnega, pogumnega, eden od fantov, mogoče Tadej. Tadej se mi zdi, da komaj čaka. Ne. Ja, ta prostovoljc je pa premajhen, žal. Ta je pa premajhen. Tadej, pridi, prosim. Zato, ker imam en nahrbtnik, eno torbo, ki je, bo povedal Tadej, težka, lahka. Težka, zelo težka. Ja. Zelo težka torba. Bova dala tukaj na klop in mi boš pomagal ven zlagati stvari, da vidimo, kaj je v tej težki torbi. To je torba, to je nahrbtnik, pripravljen za prvi šolski dan. Torej, ko gredo otroci v šolo, rabijo seveda s sabo potrebščine, pa da vidimo, kaj vse so starši spakirali. Torej, kaj bi to bilo? To je verjetno malica, tablica, ja, aha, Tadej je ugotovil, gre za manjši prenosni računalnik. Kako se temu reče? Notepad, nekaj takšnega. Bova tukaj zlagala na tole mizo. Aha, mogoče se tukaj postaviš na to stran, tako. Takole. Kaj si pa to ven potegnil? Prenosni računalnik, zakaj pa dva? Eden za igrice, eden je pa za pouk. Naprej, barvice. A se ti zdi to smiselno za v šolo? Ja. Barvice, svinčniki, kemik. Kaj bi pa to bilo? Električni? Aha, zakaj se pa to uporablja? Veš? No, boš pokazal. Evo, je že tukaj. Aha, nekaj se prižiga, nekaj špila. Aha, bravo. To pa še jaz nisem vedel za te funkcije. Torej, to je igrača. Zakaj bi v šoli potrebovali otroci za podaljšano bivanje? Bravo. Torej, zato, ker so pod stresom, a ne? Da se otroci malo sprostijo, ja. Hvala. Dobro, naprej. Kaj pa je to? Še en. Trije prenosni računalniki. Zakaj bi bili pa trije potrebni? Če en pregori. Oziroma, če dva pregorita, ker imamo tri. Tako, potem imamo dva učbenika. To je za šolo kar smiselno, a ne? Imeti kakšno knjigo sabo. Tako, to je, Tadej se strinja, da to je v redu, da imamo v šoli kakšne učbenike. Trije dežniki. Aha. Zakaj bi bili trije? Eden je za prijatelja, če se kakšen zgubi, pa za rezervo. Tako, če preveč pada, je treba imeti dva. Ne? Bravo. To je pa prenosni disk. Tako, prenosni disk, to recimo, ja, smiselno, ne. Kaj pa to? Še en prenosni disk. Zakaj? Misliš, da bi bilo potrebno imeti dva? Če je tisti poln, seveda. Treba imeti dva. Pa še eden. Če mogoče tista dva nehata delati, ne. Da imamo tri. Pa rezervni kabli. Kablov ni nikoli preveč v vseh torbah. Pa trije telefoni. To je pa... Če učiteljica enega vzame, in potem še eden. Super. Zdaj smo vse zvedli. Pa še polnilec, logično, ja, še eden. A je še kaj? To je to. Olala.
kar veliko, a ne, za prvi šolski dan. Sama elektronika, ja. Kaj se vam zdi, otroci, je to vse potrebno v šoli? Ja. Ja, nažalost, ne. Ampak vseeno, tele manjše otroke, da ne bomo prestrašili, da bodo mogli tako težke torbe nositi, odrasli, povejte, in kaj je tisto, kar se potrebuje, nujno potrebuje v šolo? Puščica zvezki, se pravi nekaj zapisati, barvice, ja, učbeniki, tako, še kaj? En dežnik, tako, se pravi, en dežnik, športno opremo, ajde. Še kaj, je to? Računalnik, že v prvem razredu, drugem, tretjem? Še ne. Računalnike imajo načeloma v šolah že. Igračo, tako, logično. Eno igračo za, kadar je hudo in težko. Pa copati, ja, to rečemo, da je že v šoli, se pravi, to, kaj pa s telefoni? So sploh dovoljeni? Niso, ne, bravo. Aha, nekje so, ampak večinoma pa niso. Tako da to je to. Naših ne, tako, bravo. Tadej, še enkrat bom prosil, če prideš preveriti. Se ne smeš telefoni delati, lepo je povedala učiteljica. Ta ruzak boš samo preveril, če je kakšna razlika v teži napram na začetku. Folaži. Se pravi, mali otroci, ko boste šli ali že greste v šolo, ne se ustrašiti, ruzaki so, nahrbtniki so v resnici zelo lahki. Če le ne nosimo stvari, ki jih ne potrebujemo. Tako, in kaj smo se naučili glede biblijskega vodila? Vso skrb preložite nanj, na Boga, kajti on skrbi za nas. Kaj to pomeni? Da damo vse, kar nosimo nekomu, Bogu, v veri, da on nosi namesto nas, ali da kakšne stvari, ki jih ne potrebujemo, sploh ne nosimo in jih pustimo nekje doma, zunaj. Katera ta druga možnost, ne? Torej, tudi vi otroci, ja, mogoče je to težka tema, vso skrb preložite na Boga, ampak s tem primerom ste videli, da je veliko stvari v življenju, ki jih ne potrebujemo, za katere skrbimo, pa ne bi rabili za njih skrbeti. Tako, in tudi na primeru šolskih potrebščin se to lepo vidi. In tudi na primeru naših torb, če se spomnimo, kaj imamo mi odrasli vse v torbah, pa nikoli ne potrebujemo, nam bo vse jasno, a ne? Hvala otroci za pozornost, lahko greste na verouk z katehetinjami in kateheti, mi pa nadaljujemo z bogoslužjem. Malo večji otroci pa se bomo bližali Božji besedi, predtem pa pobrali še prostovoljno nabirko s pesmijo Aleluja, aleluja. Jezus
Drage sestre, dragi bratje, predlagani odlomek za pridigo na današnjo nedeljo je iz 1. Petrovega pisma iz 9. poglavja. Da bomo razumeli temeljni duhovni princip, se bomo podali na sam začetek Svetega pisma in spoznali, zakaj gre v svetu vse narobe in zakaj je družbeni vzorec tak, kakršen je. Prebrane vrstice apostola Petra, ki jih bomo slišali v nadaljevanju, lahko skrčimo v eno temeljno resnico, eno načelo, kjer je napuh, tam je hudič. Pa vstanimo in prisluhnimo. 1. Petrovo pismo, 5. poglavje, od 6. do 9. vrstice. Ponižajte se pod močno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Vso svojo skrb vrzite nanj, saj on skrbi za vas. Trezni bodite in budni. Vaš nasprotnik, hudič, hodi okrog, kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Uprite se mu, trdni v veri. Saj veste, da prav takšno trpljenje prenašajo vaši bratje, ki so po svetu. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Amen. Pa pojdimo na potovanje, na sam začetek Svetega pisma. Zlodej Adama in Eve ni prepričeval, naj se obrneta proč od Boga, ker takšnega predloga ne bi sprejela. Bilo bi preveč prozorno, preveč očitno. Zlodej je samo namignil sprva in ju je moral najprej obrniti k njima samima. V središče je postavil njiju in ugriznila sta v vabo svojega jaza, ega. Šele potem ju je lahko hudič nahujskal in naščuval proti Bogu. S tem, ko ju je prepričal, naj ljubita sebe, ju je zavedel, da sta začela sovražiti Boga. Hudič ve, da nihče ne more služiti dvema gospodarjema, kot je rekel Jezus. Ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Cerkveni oče Avguštin iz Hipona je zapisal, začetek smrtonosnega napuha je, ko se človek oddalji od Boga in hoče biti neodvisen. Tako je padel tudi Lucifer in postal hudič. Preprosta slika, zgodba iz raja vsebuje največjo resnico. Torej, preden je Adam in Eva sta bila speljana v napuh, je v njuno srce sovrag posejal seme nezadovoljstva. Kar naenkrat nista bila več zadovoljna, stvarnikom nista bila zadovoljna niti s sabo, svojim statusom, položajem, zahtevala sta več, ker nam to enostavno pripada. Zahtevala sta celo božanskost. Bog, ki ju je ustvaril, jima ni več ustrezal, jima ni bil več všeč. Naveličala sta se ga. Mislila sta, da jima celo nekaj prikriva. Nista mu več zaupala, počutila sta se izdana, prevarana in nad Bogom sta bila razočarana. Hotela sta imeti v oblasti vse, tudi prepovedano drevo. Hotela sta sadež, drevesa spoznanja dobrega in hudega. Hotela sta se dokopati celo do drevesa življenja. Hotela sta zamenjati stvarnika. Hotela sta Boga nadzorovati. Druženje z njim jima ni več ugajalo. Nista več bila v občestvu z njim, spogledovala sta se za peljevcem in z njim koketirala. Ljubečega Boga sta začela na nek način celo sovražiti. Kakšen preobrat! Kar naenkrat v Bogu vidita tekmeca, zatiralca njune svobode, oblastneža, tirana, samodržca. Vse, kar jima je podaril, jim kar naenkrat ni bilo dovolj. Zaželela sta si kičaste igrače, zeleno travo, na drugi strani ograje, tam je boljša. Živela sta od darov Boga,
nista pa želela imeti odnosa z njim. Nam je to kaj znano? Kakšna nesramnost, kakšna podlost, zahrbtnost. Neskončni idilični raj je zanju postal premajhen, preskromen, nezanimiv, dolgočasen, vsakdanji, obrabljen. Prostrana palača Edena je kar naenkrat postala zanju pretesna. In v njuni nehvaležnosti in pogoltni nenasitnosti sta hotela imeti več. Več. Njuna ambicija je bila postati kakor Bog, tekmovati z Bogom, si ga podrediti, se dvigniti celo nad Boga, okupirati Božji raj in se dokopati do drevesa življenja. Kako domišljav napuh, grozljiv pohlep, puhla samozadostnost, slepa samovšečnost, umazano čistunstvo, plehka pamet. Hotela sta biti neodvisna od Boga. Hotela sta zgraditi svoj imperij, ki sega do neba. Nista dojela, da je Bog njuna varovalka, da potrebuje ta zdravo mejo. Mislila sta, da gre za Božjo kaprico, da ima Bog diha za ovratnik, da je odvisen Bog od njiju, da pametuje, ju omejuje, zalezuje, nadzoruje. Zlodej ju je prepričal, da je Bog pošast, ne pa ljubeči Bog. Zato sta se pred njim skrila. Zgodba pravi, da se je pajek spustil po trdni niti iz visokega drevesa in pod njim spredel mrežo. Čez dan je mrežo še znatno povečal in s pomočjo nje nalovil veliko hrane. Zvečer je mrežo še enkrat obkrožil. Nad mrežo je bil ponosen, nad svojim izdelkom, občudoval je svoj dosežek, šopiril se je, občudoval je mrežo, svoje kraljestvo. Medtem se je še enkrat zazrl na nit, po kateri se je zjutraj spustil z drevesa. Ob napornem delovnem dnevu, ob veselju zaradi obilnega ulova, mrčesa, je pozabil, čemu glavna nit sploh služi. Prepričan je bil, da je nepotrebna, zato jo je pregriznil, precenil se je. In pajkova mreža se je v hipu sesula in pajka čez in čez ovila ter ga zadušila. Jezus je učil, kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan. In kdor se ponižuje, bo povišan. Ponižajte se pod močno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in pobegne od vas. Zgodba o pajku je opomnik glede našega odnosa do Boga. Slikovita zgodba začetka Svetega pisma je odgovor na vsa vprašanja, na družbene vzorce. Človeštvo nujno potrebuje nit navpične povezave z Bogom, kajti brez njega se vse sesuje. Vsak človek, vsaka družina, vsaka družba, vsaka cerkev, svet in narava. Glavno nit potrebujemo zato, ker ona drži vse skupaj. Od nje je odvisno naše življenje. A kaj, ko znova in znova, tako kot Adam in Eva, zemljan in mati živih, pozabljamo na Boga, ker se nam zdi nepotreben, neuporaben, nezanimiv, odvečen. Pozabljamo, da svet, ki je proti Bogu, postaja svet, ki je proti nam, proti človeku. Verjamemo, da bomo svobodni, če se osvobodimo Boga, v resnici pa postajamo služni vsega. Nad tem bi morali biti resno zaskrbljeni. Reševati probleme brez Boga je gola domišljavost. Vsaka človeška diktatura nad Bogom je napad na nas same. Bog ni vsiljiv tekmec. Bog je glavna nit, ki vzdržuje vse v obstoju. Življenje brez Boga nima smisla, nima namena, nima motivacije za življenje. Takšna družba je nesrečna, prazna v sebi, obupana, ustrahovana, tesnobna. Zato je veliki mislec, ruski Dostojevski, zapisal, če ni Boga,
je vse dovoljeno. Prva človeka sta hotela postati kaj? Novo božanstvo. Nam je to kaj znano? Novi Bog, zgraditi novo kraljestvo. Človekovo srce je največja tovarna idolov, je rekel švicarski reformator Calvin. Verjela sta mikavni laži, da se jima bosta končno odprle oči in bosta kakor Bog, pravi zapis Svetega pisma, in spoznala bosta, kaj je dobro in slabo. Zato je apostol Pavel zapisal: bojim pa se, da se ne bi vaše misli skazile in oddaljile od preprostosti, od čistosti, kakor je kača svojo zvijačnostjo preslepila človeka. Od začetka do danes se ni nič spremenilo. To je družbeni vzorec. Hudičeve mikavne zvijače so zavite v nov, bleščeč papir, s svojimi fintami nas zapeljuje v neposlušnost. Zato je Jezus rekel: naj ne bomo od očeta, ki ne govori resnice, ampak je oče laži. Hudič od vsega začetka ubrizgava v žile človeštva svojo veroizpoved, ki glasi. Kakšna je njegova veroizpoved? Mi imamo veruj v enega Boga, očeta, stvarnika nebes in zemlje. Hudičeva veroizpoved, ki ubrizgava v žile človeštva, pa je: ljubi sebe, živi zase, uživaj, delaj, kar hočeš, bodi svoj gospodar, neodvisen od Boga in sočloveka. On ne pravi, da Bog ne obstaja. To je preveč prozorno. Preveč očitno. On pravi, Boga ne potrebuješ. On pravi, Bog laže. Zato sta rekla, ali je Bog res rekel. Hudič poveličuje in povzdiguje humanizem v slabem pomenu besede in na mesto Boga postavlja človeka. V resnici pa nič ne more opisati pokvarjenega človekovega srca. Jezus je rekel: iz srca namreč prihajajo hudobne misli, umori, prešuštva, nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletve. Kdor ne ljubi Boga in kdor ne ljubi svojega bližnjega, nekoga mora ljubiti. Veste, koga ljubi? Sebe. Narcisizem, kot slišimo, in egoizem sta beda padlega človeštva. Od tod izvirajo najhujše osebnostne, jaz bom rekel kot teolog, tudi duhovne motnje. Domišljav človek ljubi svojo domišljavost, ljubi sebe, svoja zla dejanja, svoja mnenja, svoje prepričanje, svojo hudobijo. Ne da se poučiti. Zato je apostol Pavel akademik o tem tako lepo napisal, da je zadev bistvo, in bom nekaj vrstic prebral iz pisma Rimljanom. Resnico o Bogu so zamenjali z lažjo. Častili in oboževali so stvarstvo namesto stvarnika, ki je slavljen na veke. Zaradi tega jih je Bog prepustil sramotnim strastem. Bog jih je prepustil njihovemu umu, ki ni prestal preizkušnje, tako da počenjajo, kar se ne spodobi. Polni so vsakršne krivičnosti, zlobnosti, lakomnosti, hudobije. Zvrhani so nevoščljivosti, ubijanja, prepirljivosti, zvijačnosti, zlohotnosti. Hujskači so, obrekljivci, Bogu sovražni, objesneži, domišljavci, bahači, iznajdljivi v hudobiji, neposlušni staršem, brez pameti, brez zvestobe, brez srca, brez usmiljenja. Čeprav poznajo Božji zakon, po katerem so tisti, ki delajo takšne stvari, vredni smrti, jih ne samo počenjajo, temveč tistim, ki jih delajo, celo pritrjujejo. Kakšna beda človeštva. Družba zavrača Božji stvariteljski red in prisega proti naravnemu, priskutnemu, sprevrženemu, nizkotnemu, nespodobnemu. In tako konča vsaka civilizacija brez Boga. Bog ni proti umetnosti, kulturi, znanosti, tehnologiji, umetni inteligenci. Narobe je, ker ne računamo na Boga. Samo Bog nas lahko še reši. Zapeljan človek hrepeni po moči.
po oblasti. To je politika vsakega kraljestva. Božje kraljestvo pa temu nasprotuje. Prvi človek je bil v obilno namakanem vrtu, obkrožen z najlepšimi sadeži. Jezus, pravi človek, novi Adam, pa je bil v puščavi, takoj po krstu, lačen, brez kruha, a je izvrševal očetovo voljo, ker je Božja logika drugačna od naše. Bog je izvolil bogatega šejka Abrahama in ga kot nomada odpeljal iz kraljestva moči narodov, da je postal patriarh, oče Božjega naroda. Bog je rešil trpeče sužnje v mogočnem starem Egiptu, ne pa faraonov, ki so končali kot balzamirani v sarkofagih. V bistvu so piramide simbol njihove nečimrnosti, nepotešenosti, nemoči, hrepenenja po božanskem. Bog je ustanovil neznatni narod, ne pa imperije Asiricev, Perzicev, Babiloncev, Aleksandra Velikega, rimskih cesarjev. Bog se je spustil v majhen hlev, v Betlehemu, ki je tako majhen, da ni bil vštet med Judove tisočnije, a je prišel iz njega najvišji. Bog je mazilil Jezusa iz Nazareta, ne pa rimskega cesarja. Zakaj Bog meče s prestolov mogočne in ošabne ter povišuje nizke in ponižne? Zakaj Bog odpušča bogate, prazne, lačne, pa nasičuje? Nič ni narobe biti na prestolu. Narobe je sedeti na prestolu, pa videti samo sebe. Nič ni narobe z bogatstvom. Nič ni narobe imeti denar. To ni greh. Sveto pismo pravi, pohlep po denarju je greh. Pohlep po denarju. Greh je pohlep današnje družbe. Močan je tisti, ki ima moč pod nadzorom. Jezus ni rekel, da je Bog ta svet tako sovražil, da je zmlel vse, ki delajo hudo in grešno. Rekel je, da Bog ta svet tako ljubi, da kdorkoli veruje vanj, ima večno življenje. Kdor veruje v Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Kajti tisto, kar je v očeh sveta noro, Bog s tem osramoti modre. Bog se je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno, da se pred Bogom ne bi ponašal, pravi apostol Pavel, noben človek, ampak da bi se, to je pomembno, kakor je pisano, tisti, ki se ponaša, naj se ponaša v Gospodu. Princip Božjega kraljestva je drugačen od zemeljskih principov. Mi se ponašamo z oboroževalno tekmo, s poleti v vesolje. Nič narobe s poleti v vesolje. Mi se ponašamo z našimi odkriti, krasna so. To je vse dar od Boga. Ta pamet človeška ne more biti slučaj. Ampak problem je, da se človeštvo ne ponaša z Bogom, ampak s sabo. Kot Adam in Eva, s svojim pogumom, dosežki, uspehi, znanjem, odkriti, razodeti, pozabljamo pa na Boga. Veste, kaj se zgodi? Stopamo v prevelike čevlje. Težko je upoštevati vladarja, ki je služabnik vsem, ki se sklanja k nam in nam umiva noge in sprašuje, ali razumete sploh, kaj delam? To je vprašal učence. Kaj sem vam storil? Ki vlada z ljubeznijo, ne pa z močjo, in po krivici umira popljuvan na starem križu. Vse je obrnjeno na glavo. Takšna je Božja politika, ne politika v parlamentih sveta. Ravno zato verjamem v krščanstvo. Ne more biti plod človeške domišljije, ni naš izum, ni z tega sveta, mi bi ga sestavili drugače. Malo ljudi razume križev pot, tudi če po kolenih obhodijo vse njegove postaje. Preveč se posplošuje. Običajno rečemo, Jezus ni nosil krone, ampak trnjev venec. Običajno rečemo, umrl je zato, da mi živimo. Res je, ampak Bog bi se lahko odločil drugače. Lahko bi namesto njega umrl nek brezgrešen angel. Ali pa bi našel drugo rešitev, saj je vse mogočen.
Veste, v čem je veličina tega, v kar mi verjamemo? To, kar je rekel Jezus na križu. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Bog nam je izkazal ljubezen do konca. Premalo je prvi odložiti orožje, kupiti revežu kruh, obiskati bolnika, dati sežgati svoje telo na grmadi, govoriti angelske jezike. Treba je odpustiti. Pa ne tako, kot odpušča Bog, ker tega ne zmoremo. Ne imejmo občutka krivde, tega ni v naši naravi. Nismo mi tisti, ki ljubimo. Veste, kdo ljubi v nas? Kristus ljubi v nas. Treba je odpustiti tako, da nas ne obsede zagrenjenost. Do koga? Koliko je zagrenjenosti? Koliko sovraštva? Treba je paziti, da nas ne zaslepijo verska ošabnost kot Adama in Evo, kjer vodi v svetohlinstvo, dvoličnost in čistunstvo. Treba je paziti, da Bog v nas ne umre, ker potem bomo umrli mi, ne On. On ni odvisen od nas. Treba je sprejeti in živeti spreobrnenje. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, in ne umre, in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadu. Spreobrnenje, kar se v Svetem pismu imenuje v grškem izvirniku metanoja, ni samo sprememba uma, kot običajno pravimo, je več kot to. Nove raziskave pravijo, da je zamenjava uma, ne samo sprememba uma. Lahko spremenim tudi z neko miselno duhovno tehniko, z nekim treningom in postanem boljši človek. Gre za zamenjavo uma. Zato pravi apostol Pavel, vi pa imate Kristusov Zamenjati pomeni drugače razmišljati, drugače se odzivati, drugače vrednotiti, drugače se obnašati. Ne gre za spremembo temperamenta, gre za spremembo duhovnega značaja. To pomeni obleči Kristusa. To pomeni vprašati se, kako bi se odzval Kristus. Saj ni težko biti kristijan, ker mi se ne ravnamo po kristijanih. Tudi kristijani smo včasih dvolični in si tega imena ne zaslužimo. Mi se ravnamo po Kristusu. Spreobrnenje tudi ne pomeni vreči računalnika v zrak in reči, ne bom ga več uporabljal, zaprl se bom v samostan, v sobo, jedel bom samo kruh, pil bom samo vodo in šel vsako nedeljo v cerkev. Spreobrnenje je stalni proces. Zabeleženo je, da je ugledna gospa srečala slavnega slikarja Picassa in ga prosila, naj na majhen listič nariše miniaturno risbico. Ko je končal, je rekel, spoštovana gospa, to stane 1000 frankov. Gospa mu je odvrnila, kakšna nesramna prevzetnost. To ste risali le kako minuto. Picasso pa je odgovoril, to ne drži. Da sem lahko to narisal, sem potreboval 40 let. Da nekomu odpustim, sem potreboval 40 let. Da se obnašam drugače in odzivam drugače, sem potreboval ne takoj, 40 let. Simbolično govorim. To je spreobrnenje. In končujem. Bral sem o Indijancu, ki je prišel k urarju. Prinesel mu je 2 urina kazalca in ga prosil, naj ju spravi v red, ker sta že dlje časa kazali napačni čas. Kje pa je ura, je vprašal urar. Prinesel si samo kazalce. Doma v mojem šotoru prinesel sem obe kazalki, ker oni napačno kažeta čas. Urar je dodal, če ne boš prinesel tudi ure, to je srce, to je motor, ki poganja kazalke. Ure ne morem popraviti. Nista pokvarjeni kazalki, mu je dopovedoval, ampak urin motor, srce. Indijanec mu je jezno odvrnil, uro hočeš imeti zato, da mi boš lahko več zaračunal. Našel bom drugega, boljšega urarja. Tako se mi obnašamo v odnosu do Boga. Našel bom novega Boga, novo božanstvo.
Nor človek, pomislimo, kaj ne? Ampak tako razmišljamo. Kazalki našega življenja kažeta napačen čas, a vseeno nočemo dati srca Bogu, ki je urar, motorja našega življenja. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. In potem se zgodi to, kar so ljudje rekli Samarjanki. Ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kajti sami vemo, da je on resnično odrešenik sveta. Ta teden mi je en prijatelj rekel zunaj cerkve, ker imam veliko prijateljev tudi zunaj cerkve, da je verovati v Boga težko. Pa sem rekel, verovati v Boga je težko in ni težko. Pa me je pogledal, pa je rekel, ali imam kak dokaz, da mu v enem stavku povem. Rekel sem, kolega, zima prihaja. Zadostuje že ena sama snežinka pod povečevalnim steklom, ki je kot bela praprot iz čistega kristala. Dokazano je, znanstveno dokazano, da od nešteto snežink nista niti dve enaki. Od začetka stvarjenja do danes jih je padlo toliko, da se mi zvrti v glavi. A niti dve nista bili enaki. Verovati v Boga, sem rekel, ni težko. Verovati v Boga je samoumevno. Že ena snežinka dokaže obstoj Boga. Zato naj Božji mir, ki presega ves človeški razum, varuje naša srca in naše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Vabim k molitvi. Ljubeči Bog Oče, kako malo je treba, da bi bil naš svet raj, a kako težko udejanjamo ljubezen in ponižnost. Ljubezen in ponižnost sta dva krila svetosti, dva krila kreposti, da se lahko dvignemo v tvoje kraljestvo. To dvoje je osebna izkaznica kristjana. Zato nam pomagaj pri vsakodnevnem spreobrnjenju, da bomo imeli tvojega ponižnega in ljubečega sina. Pomagaj nam razumeti, da krščanstvo niso velike besede in velika publika, ampak majhna dejanja, narejena z veliko ljubeznijo in globoko ponižnostjo. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. S hvalnico vsa ljudstva naj slave Boga, dajmo Bogu tako veliko slavo, kot je nismo dali še nikoli in zapojmo tako srčno, kot še nikoli. Današnje bogoslužje bomo zaključili z Gospodovo molitvijo. Z molitvijo Oče naš lahko izročimo svojo skrb, sebe in svoje bližnje v Božjo oskrbo. Molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo
Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne pelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Kajti tvoje je kraljestvo in moč in slava na vekomaj. Amen. Prejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in naj te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.